Pozdravljeni. Koliko časa ima na voljo novinec v Formuli 1, da se dokaže? Koliko drugih in tretjih priložnosti mu lahko pripišemo, preden zavedno izgine iz štartnega razporeda? Na ti in verjetno še marsikatero drugo zanimivo vprašanje bomo skušali danes dobiti odgovor. Ena izmed najbolj pogostih fraz, ki smo jo slišali v preteklih sezonah, je bila ta, da Mick Schumacher rabi čas. A koliko časa v resnici imajo vozniki Formule 1, ko začenjajo kariero in se morajo dokazati? Vprašanje, ki seveda nima enostavnega odgovora, a danes bomo skušali dobiti vsaj neko približno oceno. V svetu Formule 1 imamo ekipe, ki so tam na vrhu, ki se borijo za naslov svetovnega prvaka, in imamo tiste bolj na repu razpredelnice, kjer pogostokrat vidimo, da se ti mladi upi učijo in kalijo. In zanimivo je, kako na primer pri ekipi Haas, prav po koncu pustolovščine z Mickom Schumacherjem, so enostavno dejali, da se ne mislijo več ukvarjati z mladinci. Preveč škode in premalo rezultatov. A to je nek proces učenja, skozi katerega so šli vsi, tudi na primer Max Verstappen, ki je danes skorajda nepremagljiv. Na začetku kariere smo ga videli večkrat ob progi, kot seveda na njej, in to se je z leti popravilo. Ampak koliko časa ima res na razpolago voznik, da ugotovi, kje je tista meja, čez katero pač ne sme? Po mojem osebnem mnenju tam med 2 in 3 sezonama. Na primer, George Russell je začel svojo kariero pri ekipi Williams, dobesedno na repu štartnega razporeda. In v prvi sezoni je bil njegov moštveni kolega Robert Kubica vse prej kot enostaven sosed v garaži. A že na samem začetku je George Russell znal voditi ekipo, kar se tiče razvoja, kar se tiče nastavitev, v tisto pravo smer. In tudi v nadaljevanju, ko je delil boks z Nikolajem Latifijem, ni bilo dvoma, kdo je prvi in kdo je drugi voznik. Seveda, George Russell, kot vsi mladeniči, je naredil kar nekaj napak, a z leti zmeraj manj. In to je bistvo. Namreč voznik se mora učiti, mora napredovati, mora rasti. In to je tisto, kar pričakujejo šefi ekip, onih tam zgoraj, da bodo videli, naprimer po sezoni ali 2. In prav tu je glavna točka, zakaj pri Ferrari Driver Academy so se dobesedno naveličali nad Mickom Schumacherjem, zakaj so obupali. Ni bilo pričakovanega napredka. Seveda, mnogi navdušenci, še več pa navijači, bi dejali, da je potreboval malce več časa. Ampak čas v Formuli 1 je izjemno dragocen. Namreč, če se ima nekoga, ki je sposoben se usesti v bolid in skorajda takoj dosegati rezultate, zakaj dajati drugo, tretjo, morda 4. možnost nekomu, ki ne kaže nekih znakov, da bo mogoče napredoval? Pa ne govorim o določenem priimku ali določenem vozniku. Tudi v tem trenutku imamo na štartnem razporedu Formule 1 kar nekaj mladeničev, ki po mojem videnju ne dosegajo tistega, kar se od njih pričakuje. In prvi primer je seveda Zhu Guanyu. Mladi Kitajec, ki je prišel v Alfa Romeo F1 tim tudi po zaslugi svojega finančnega zaledja, seveda do sedaj še ni pokazal tistega, kar bi lahko od njega pričakovali.
A rast je seveda prisotna, ampak je minimalna. In zagotovo je drugi voznik v moštvu, kajti ni prišel niti blizu tistemu, kar kaže veteran Valtteri Bottas. In Bottas je znan po tem, da njegova forma izjemno niha in kdaj pa kdaj, vsaj po mojem videnju, ni dovolj motiviran. In v sezoni 2023 bo moral Zhu, kolikor si želi nadaljevati v Formuli 1, pokazati bistveno več. A tisti, od katerega sam pričakujem mnogo več, je na primer Yuki Tsunoda. Res, da Alfa Tauri ni napravil letos konkurenčnega bolida, ampak Yuki v ekipi nima na primer Pierra Gaslija, ki bi ga potiskal tja v ozadje. Sedaj z Nickom de Vrijem nima nekih izgovorov, zakaj ne prevzame vodilne vloge. In videli smo ga, da se je letos pogostokrat znašel na robu deseterice, nekajkrat mu je uspelo priti v točke, a to še ne pomeni, da je izpolnil tisto, za kar so ga pri Alfa Tauriju najeli, zakaj pri Hondi plačujejo njegove račune. Namreč Yuki Tsunoda ima veliko zaslombo v japonskem proizvajalcu pogonskih sklopov in pri Hondi si želijo naslednjega voznika, ki bi lahko zasenčil na primer Takumo Sata. Sato, po mojem videnju, najboljši Japonec, ki smo ga videli v Formuli 1 v celotni zgodovini svetovnega prvenstva in dvakratni zmagovalec dirke za 500 milj Indianapolisa. Seveda, pri japonskih predstavnikih so standardi za biti najboljše postavljeni bistveno nižje kot pri drugih narodnostih, a to še ne pomeni, da ima Yuki lahko delo. Vidimo lahko, da ima izjemno močan talent, velik potencial, ampak ne zna ga izraziti. In seveda, nekaterim je lahko simpatičen kot osebnost, ampak to ne izboljšuje njegovih rezultatov na progi. Zato sezona 2023 bo zanj ključna, kajti približuje se tisti meji, ko se bodo morali odločiti, ali z njim nadaljevati ali ne. In zaenkrat rezultatov, ki bi opravičevala nadaljevanje, nisem zasledil. Seveda, med mladimi vozniki, ki niso pokazali vsega, kar bi morali, je na primer tudi Lando Norris. Bil je že na robu zmage, ampak slaba forma pri McLarenu ga je nekako postavila v slabšo luč. Sedaj bo zanimivo, ko bo na primer Oscar Piastri še malce privadil na ritem svetovnega prvenstva Formule 1, kako se bo odrezal en in drugi. Tudi status Landa Norrisa ni sklesan v kamen in od danes do jutri se lahko spremeni. Sedaj lahko razumemo, zakaj v svetu Formule 1 je treba vsako najmanjšo priložnost izkoristiti in to na polno. Namreč mnogi izmed vas ste verjetno med mojo razlago pomislili na Lensa Strolla. Namreč o njem mnogi govorijo, da je v svetu Formule 1 le zato, ker njegov oče plačuje račune oziroma mu je celo kupil ekipo Formule 1. A rad bi vas spomnil, da Lance Stroll je bil na progi v Bakuju, velika nagrada Azerbajdžana, z Williamsom celo sposoben priti na zmagovalni oder. In to je rezultat, ki nekako opravičuje njegov talent, čeprav se strinjam z vami, Lance Stroll ni nekaj izjemnega. A Formula 1 je seveda kategorija motošporta, kjer podpovprečni nimajo kaj iskati. Povprečni se znajdejo nekje tam na dnu, če seveda imajo srečo, tisti nadpovprečni krojijo sredino lestvice, oni izjemni so pa tam zgoraj. Tako je bilo, je in bo. In žal marsikdo, ki je kazal potencial v nižjih kategorijah,
ko je prišel do te zadnje stopnice, je spoznal, da je v resnici previsoka. A konec koncev Formula 1 ni edina kategorija v svetu motošporta. Obstaja še naprimer IndyCar, vztrajnostne dirke, Formula E, še bi lahko naštevali. Tako da tudi mladeniči, ki jim lahko ne uspe tu, dobijo svojo priložnost nekje drugje. A žal, v Formuli 1 izjemno redko se zgodi, da bi nekdo dobil toliko priložnosti, kot jih je imel, naprimer, Daniel Kvyat. Imel jih je in bodimo iskreni, ni jih znal izkoristiti. A to je prej izjema kot pravilo. Krut svet motošporta, ki pa nekako omogoča, da tam na vrhu v najboljših ekipah se znajdejo samo oni, ki imajo največji talent, najvišjo hitrost in ki tudi po karakterju so tisti pravi zmagovalci. In to ne pomeni, da so prijetni ljudje. A to je nekaj, kar moramo tudi mi, navdušenci, razumeti. Zato bi lahko dejali, da če nekdo po 3 sezonah ne pokaže tistega, za kar so ga pripeljali v Formuli 1, je skrajni čas, da začne razmišljati, da bi svojo kariero morda nadaljeval nekje drugje. A gre, kot običajno, za moje osebno videnje, za moje osebno mnenje. Za danes, kot ste razumeli, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.